Nataša Horvat je bila naša sodelavka na Zavezi kulturnih društev Lendava. Z njo smo zelo lepo sodelovali. Natašo sem spoznala leta 2004, ko je prvič prišla na Ljudsko univerzo v Lendavo in sicer v okviru programa, posebni program za etnično skupino Romov in pa usposabljanje za življenjsko uspešnost Most do izobrazbe. Po zaključenem programu Nov začetek sem nekako videla, da sem sposobna, ker mi je res bilo pomembno, da obvladam jezik, zato ker rojena na Hrvaškem, priseljena v Sloveniji, mi je že slovenščina bila tuji jezik. Potem smo se ponovno srečali leta 2010 in sicer se je takrat vpisala v program srednjega poklicnega izobraževanja Trgovec. V tem času sem pa bila zelo aktivna na kulturnem področju. Bila sem mentorica plesne skupine kulturnega društva Romano Ilo, je prvo romsko društvo ustanovljeno v občini Lendava in vse do danes še vedno aktivno sodelujem in delam na področju romske kulture. Spoznala sva se pri delu na Zvezi kulturnih društev, ker sem sam deloval kot koordinator kulturnih vsebin. Že tam sem videl, da zelo resno pristopa k delu, torej da in noben izziv ni pretežak. Sem se takoj vpisala še v program ekonomski tehnik, tako da sem že na več kot polovici teh izpitov. Ja, Nataša je občinska svetnica v občinskem svetu občine Lendava. Jaz sem bil župan in zadnja 2 mandata sva sodelovala. Lani sem bila ponovno potrjena in pred mano je novi mandat. Smo imeli kompetentnega sogovornika, ki se je bil pripravljen učiti in tudi učiti druge. Politika je povezala mene in Natašo, tako da se na nek način politično bojujeva za boljšo prihodnost romske skupnosti. Torej ta njena vztrajnost je pripeljala recimo tudi tega, da je v romskem naselju postavila večnamenski center, znotraj katerega se izvajajo razne delavnice. V sodelovanju z različnimi ustanovami, zdravstvenim domom, centrom za šolske in obšolske dejavnosti. Učna pomoč se nudi otrokom v tem prostoru, kar je zelo velikega pomena. Imamo vse otroke iz naselja oziroma vse romske otroke vpisane v program predšolske vzgoje. Prav tako imamo vse otroke, ki so končali osnovno šolo oziroma učence vpisane v različne srednješolske programe. Nataša je ena oseba, ki žareva toplino, eno modrost. To, kar je bilo pomembno, je to, da so jo v njenem okolju, odkoder je prihajala, sprejemali kot avtoriteto, kot vzor. Nataša daje Romom, ki živijo v naselju, močnejši zgled, ker je nekako, bom rekla, tistih let, ko večina Romov že na vseh področjih obupa. Ona, ne glede na to, da izhaja iz marginalne skupnosti, je se izoblikovala v močno žensko in zlato pravilo pravi močne ženske, močna družba in Nataša je velik prispevek v tej smeri. Izredno hvaležna za vse to sem lokalni skupnosti, ki nas je sprejela take, kot smo in se ne počutimo manj vredne, odrinjene na rob, ampak da ni nobenih razlik. Da ravno ljudje kot Nataša lahko prispevajo k temu, da morda nekega dne ne bomo govorili o tem, da v določenem kraju živi romska, judovska, madžarska, nemška, hrvaška, španska skupnost, če želite, ampak predvsem, da so vse to vendarle le državljani in da smo vsi enaki.